Tukaj je zbrano vse gradivo, vse od leta 1991, pa vse, kar se je dogajalo prej in potem. Tako je, zdaj Tržiški muzej je prvič v bistvu po osamosvojitvi pripravil razstavo in z njo počastil dogodke pred 25 leti. To je pravzaprav bilo obdobje, ko je slovenski narod naredil svoj največji korak v samostojnost in postal potem odgovoren za svoje odločitve naprej in sam odvisen od sebe, ne. Skratka, to je res pomemben datum in to smo počastili z razstavo, ki pač prikazuje to obdobje v nekoliko širšem kontekstu od razlogov za to, da je stara Jugoslavija razpadla, kako je nastala nova država. En del smo jo pa posvetili tudi otrokom vnaprej, zato da bi spodbujali domoljubje in eno pripadnost svoji državi. Da je država postala samostojna, zato je tekla tudi kri in so nekateri morali dati tudi svoje življenje, čeprav v 10-dnevni vojni takrat za Slovenijo. Tako je v bistvu slovenski narod se je združil skozi to slovensko pomlad, a ne. To je bila tako močna sila, tako močne pobude so bile iz vseh strani, da v bistvu ni ljudi moglo nič ustaviti in nekoliko smo tudi zgodovinski sreči se lahko zahvaljujemo, da ta vojna ni postala večja, širša in bolj krvava. Čeprav takrat, ko se je začelo, je šlo pa zares in tistih 10 dni v bistvu je bilo negotovih in so se tudi v Tržiču že leto prej organizirali tudi za morebiten spopad. Tržič je mejni kraj in ker imamo pač prehod Ljubelj in ker so bile to točke, na katerih je jugoslovanska armada v bistvu najprej zasedla, se pravi, je bil tudi takoj v vojnem žarišču. Tam so bili vpoklicani teritorialna obramba in so bili rezervni policisti in so nekako vzpostavili obrambo na tej mejni točki Ljubelj. Potem je bila še ena druga mejna stražnica Medvodje, ki je bila tudi zelo pomembna, v bistvu tam je bilo precej orožja in še kar velika posadka, ki pa jo teritorialna obramba prav tako uspešno obranila. Potem so pa recimo še v tistem obdobju, ko še ni bilo vojne, so se pa Tržičani izkazali po tem, da so bili ena izmed 16 občin, ki ni oddala orožja, ne. Se pravi, takrat, ko je JNA dala tisti ukaz slavni za oddajo orožja, so Tržičani to orožje skrili tudi na domove privatnih lastnikov, s čimer so ti posamezniki v bistvu tvegali svojo varnost in varnost svojih družin. Na en način v bistvu so se izpostavili in zato so potem tudi dobili status vojnih veteranov in vsa priznanja in tako naprej. To so 3 take najbolj izstopajoče vojaške aktivnosti Tržičanov v tem obdobju. Razstava je bila narejena tudi ob misli za otroke, kjer ste jim pač predstavili naše simbole, zastavo, grb. Tako je. V bistvu otroci, današnji otroci še niso bili rojeni v času osamosvajanja in prav zato je njim pomembno predstaviti te dogodke in pa tudi skozi celo razstavo smo prepletali simbole, kot so grbi, zastave, pa tudi te naše najbolj slovenske simbole, kot so lipa, lipicanec, človeška ribica, Triglav, skratka, skozi vso razstavo jih nagovarjamo tudi prek teh simbolov, ki so na en način zelo pomembni za to, da se otroci povežejo s to tematiko, s to, da se identificirajo z to državo in da nekako tudi na ta način jih učimo državljanske zavesti in to, da ne imajo radi za svojo državo in skrbijo zanjo kot posamezniki in kasneje tudi v skupnosti.